Krajinski park Zgornja Idrijca sodi zaradi svoje neokrnjenosti med prave bisere Slovenije. To v teh poletnih mesecih potrjujejo številni obiskovalci od blizu in daleč, ki v Krajinskem parku uživajo v naravi in v hladu. Gost današnje oddaje je naravovarstveni nadzornik, ki nam bo predstavil model upravljanja Krajinskega parka, številne probleme, pa tudi nekaj rešitev. Gregor Koželj, naravovarstveni nadzornik v Krajinskem parku Zgornja Idrijca. Dobrodošli in pozdravljeni v naši oddaji. Lepo pozdravljeni. Dajte nam povedati, kdo je pravzaprav naravovarstveni nadzornik? Naravovarstveni nadzornik je oseba, pooblaščena od države, ki ima opravljene določene izpite, od naravovarstvenih do čisto nekih postopkovnih, prekrškovnih stvari, da dobi pooblastilo, da lahko izvaja ukrepe v naravnem okolju, ki so po nekem statusu zaščitena. Se pravi, upošteva tiste smernice, ki jih v bistvu država sama podaja za upravljanje nekega območja, kaj je malo bolj, občutljivo. Kaj dela? Vseh sur dela, trudi se dobiti ravnovesje na tem območju, kar je Krajinski park Zgornja Idrijca skoraj da unikum, zaradi tega, ker se prepleta zelo veliko funkcij okolja v tem parku. Naravovarstveni nadzornik nisem tisti, ki žuga s prstom, pobira smeti, usmerja delo študentov itd. Skrbi tudi za izobraževanje, za podobo parka navzven, če se le da. Je realen, se pravi, ne govori same romantike in sadi rožic, ampak proba razumeti tudi probleme v tem okolju. Preučiti, kaj narediti s temi problemi in obrniti, stran Krajinskega parka Zgornja Idrijca na boljše. Načini so pa zelo različni, široki, kompleksni, ampak se bova še nadaljevala. Vsak Krajinski park ima neke posebnosti, neke značilnosti. Katere posebnosti so v tem Krajinskem parku? Zelo lepo se prepleta naravna dediščina s tehniško dediščino. Mene všeč ta Krajinski park zaradi tega, ker ga lahko zelo lepo predstaviš že v sami Idriji, že v bližini Idrije, in povabiš nekega obiskovalca naprej v Krajinski park. Zelo delamo napako, ker si predstavljamo Krajinski park kot sem neko območje, zmeri poudarjen, zmeri bom. Krajinski park ni samo lajšt, kot kdaj mislimo. Tam se največ srečujemo, tam je največ problemov, ker se največ funkcij okolja med sabo prepleta, križa, trže, bori za obstanek itd. Krajinski park pa je izredno široko območje, to je 4000 plus hektarjev, večinoma je tu tudi zelo lepo ohranjen gozd. Imamo noter v bistvu vse 3 znamenite klavže, imamo tudi, gozdarsko dediščino, lauf, pa ne bom zdaj tukaj našteval kot razglednica, ampak bi se bolj usmeril na samo upravljanje tega in moj vidik, kot naravovarstvenik lahko vpliva na ene stvari. Čeprav park se začne že pravzaprav v mestu. Mejca je že del Krajinskega. To je zmeraj malo zakomplicirano za razložiti in za domačina in za turista, ki pride. Da pa se pravi, mi moramo zmeraj imeti sliko, širina, se pravi, celotno občina Idrija, Vojsko kanal, Črni vrh, Zavratc, vse je geopark Idrija, celotno občino. Zaslužila se je ta naziv lik zaradi tega, ker je po celi občini so te znamenitosti razne, od naravne pa kulturne, kulinarične itd. Razpršene. Krajinski park znotraj geoparka spet posebno območje. Ustanovljeno leta 1993, daleč nazaj. In ene stvari se tudi zdaj kažejo, da so potrebne predihati ene stvari, ampak dolga zgodba kratko.
že v sam vstop Idrijo skozi Rake, že vstop v Krajinski park. In tu že prvi problem. Rake v tem letu imajo slabo podobo, ne? Slabo podobo, če smo usmerjeni sem na tisto, kar antropocentrično nas tisti moment moti. Nas moti, ker ni vode, ker ni dosti hladno. Mi, kot Zavod za turizem, poudarjam, nismo gradbeno podjetje. Jaz razumem, da se tudi Rake niso sem nek objekt, kot bi rekel, kaj ima čisto navaden status nekega objekta gradbenega, ampak so tudi kulturni spomenik. Tako da se z njemu je treba ravnati zelo previdno pa s tresočo roko. Kar pa lahko naredimo na Zavodu za turizem, je pa tu, da obiskovalca kljub temu so suhe in tako naprej, vseeno naredimo eno v redu izkušnjo in kljub temu, da so suhe, mu naredimo dan lep. Ker naše ture po Rakah so zelo lepo bile sprejete. Imeli smo skupine od do, se pravi vrtec, srednje šole, upokojenci, razno in so bili odzivi zelo dobri. Zame Rake pač pomembne, zdaj so se malo na Rake zadržali, ampak nič hudega. Ker lahko razložim celoten Krajinski park sem na Rakah. Se pravi, vse lahko povem. Od upravljanja z gozdovi, od geologije, od tehniške, rudniške dediščine, naravoslovne dediščine itd. In če koga pa še kaj zanima, pride pa lahko v Divjo bajto, kjer dobim malo več poglobljenega znanja in upam čim več informacij, kako se pa pol širše v Krajinskem parku obnašati. Je pa problem najbrž tudi lastništvo. Sam kanal, betonski kanal, ta je v lasti Soških elektrarn in služi kot, bi rekel, kot del elektrarne Vidri. Mislim, problem. Lastništvo je stvar, čisto vsaka stvar, ki se lotiš delati v okolju, je tu, jaz ne bom rekel problem, ampak se treba pač vzeti za te stvari čas in z vsemi prediskutirati. Se pravi pač pristojnosti, kdo lahko kaj naredi, kdo kaj ne more. Je pa razdrobljeno, pač neki so Soške elektrarne, nekaj občinsko, državni gozdovi so privatna lastnina, ampak jaz mislim, da z nekim, bi rekel, celostnim pogledom po ozaveščenosti ne bi smela biti taka težava tistih par kilometrov na Rakah. Kar mi lahko, se pravi, je interpretacija tega. Ne glede na to. Nam se Rake lahko tudi podrejo. Tam so, mislim, da 3 prelomi, lahko čez noč pride plaz, a bomo takrat sem tulili pa govorili, kdo je kriv za tisti plaz. Vloga v vaše organizacije pa najbrž v tej koordinaciji in v povezovanju vseh teh deležnikov. Mi smo upravljavci, vsekakor. Kot upravljavci neke, bi rekel, čisti pristope izvajamo, tudi koordiniramo, tudi interpretiramo, velike mehkih pristopov, kar lahko pač izvedemo, tako kadrovsko, kot bi rekel, strokovno. Zdaj, gradbenik pa jaz nisem. Ja, že prej ste omenili, da v poletnem obdobju, predvsem območje Lajšta, kopališče, obišče zelo veliko ljudi. In po zadnjih podatkih celo jih je večina pravzaprav iz drugih krajev. Ja, tu sem sam pač na terenu, opazil. Pač se pravi, Idrijčanov je manj in tudi Idrijčani mislim, da pravila poznajo. Tako da razni letaki, internetne strani, mogoče jaz za drugo leto računam, da bi mogoče pa na te sosednje občine vplivali z informacijami. Ker informacije pa so na nas. In sem kdaj, se pravim, tudi nisem tukaj uspešen v podajanju informacij. Tu bi pa rad izboljšal. Se pravi, vidim, ne vem, Vipavce, Goričanov je veliko, Tolmin, Žirovske strani pridejo iz tujih držav. Kljub vsem, se pravim, spletnim prikazom in vseh, bi rekel, možnih kanalih sporočilnosti, velikrat še kakšna stvar ni jasna. Je pa pač treba, to je živ mehanizem in okolje ne prenese tudi tazga pritiska motorjev. Pač ne prenese. In je treba, tudi moja naloga je, da vidim
tudi preseb, da je razčisten dobro, a ne, da človeka jemljem kot del narave, ne pa, da se tu čisto izključuje, treba je pa dobiti neko mero, a ne. Domačini so jezni, so siti tega, je pa res, da in tudi mbenje te kritike, ki pridejo do mene, jih ne jemljem kot neko breme, bi rekel, ampak so dobrodošle, ker tudi jaz ne vidim zmeri lahko celote. Spodbujate pa take oblike prevoza, ki so trajnostne. Ja, tu spodbujam, a ne, seveda vsi spodbujamo, mi bi radi, da tu ni tisto, ja, trajnostno, bla, 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 ampak da se izvaja. Pač probamo na različne načine. To pomeni s kolesom, Kolu piš, avtobus brezplačni je, a ne, kar je pač trenutno neka rešitev, a ne. Lih zaradi tega je problem pač ta struh, a ne, ker tu je pač zgodovinska cesta, ni bila narejena za tak pritisk množičnega turizma. Ni bila mišljena za to. In tam tudi ljudje ne bojo mogli razumeti, pač kazni bodo visoke, a ne parkira se, v Struhu se ne parkira se od Lajšta levo po Belci, ob Struji desno po Jedrici, ne zdrži okolje, pač se, če je problem, da resnično so kakšne težave zdravstvene, jaz zastopim, pridejo z dojenčki, vozečkam, kam ne zdaj, se bo pač treba poiskati eno drugo lokacijo. Ta prenese toliko, a ne. Rešitve pač je za premisliti, vidim, da se jih išče preveč let, tako da tudi sam vidim, da je tu nek vroči kotel, a ne, nimam pa jaz, se pravi, lani sem bil prvo sezono, videl sem dosti problemov, predstavil sem jih na odboru in probam iti po tistih problemih in jih letos popraviti. Pojavijo se novi letos, bomo pač nadgrajevali. Nimam pa jaz čudežne palčke, da bom v 2 mesecih rešil 30 let odloka, ne vem, z leta 93, ki je zrel in tudi kolese se premika v tej smeri, da bi ga prevetrili. Ponavljam, tu gre pa čas. V mesecu juliju in avgustu je ob koncih tedna treba plačati parkirnino, pristojbino. Ja. Kolikšna je in kako jo plačajo? Plačajo, se pravi, kot lansko leto, se pravi 3 evre, plačajo, imajo način od 7 do 22 je trenutno pač za plačati, sta 2 načina, se pravi Easy, ta aplikacija EasyPay, kar sem govor vidim, da tudi starejši, pa tu se malo ustrašijo, ko vidijo tisto, pa neka QR koda, ne pa te zadeve. Zato je pač še en parkomat pri baru Lajšt, direkt, če pridete na levi stran, da je možen pač, bom rekel, je navaden, ne vem, kako se strokovno reče tam avtomatom, a ne je možnost tega plačila. Zakaj? Vsaj neki, da gre nazaj, pač če ti prideš, radi bi vsem skoncentrirali na temu mestu, če že avtomobil. Ponavljam, če je karkoli, poškodbe, invalidi, razlogi se mi napiše, dal sem ven obvestilo, pokliče se me, se bom javil, tudi če je 3 po noč, pove in bomo poiskali eno rešitev. Ne mi pa pristja, pa ja, jaz nisem nič vedel, tralala, a ne, tako tu ne gre. Mora biti razlog, a ne, zdaj za tu Lajšt tudi ni hotel, je pa seva cona. Tukaj je propagiran in tukaj ljudje radi hodijo, da neki tudi zahtevajo nazaj, a ne, zahtevajo čiste WC-je, zahtevajo klubce, ki se jim ne podreče, se uside gor. Razne stvari, ki jih pač probamo rešavati dnevno na uro, a ne, ampak eni ljudje so pač neizprosni, a ne, za enega umazan WC, če je pač moker od opank, kdaj je pa pač tudi nedopusten, a ne. Zato imamo pa nabor enih študentov, imamo nekakšen sistem, da oni tudi za to skrbijo, pa lastnik lokala, vsekakor tudi, a ne, vsak nusen svoj del. Se pravi, tudi ti študente nam je zagotovila občina, pokaže se jim, letos smo začeli tudi prej, kaj nisem imel še študentov, se pravi,
Jaz sem dobival kritike že, ne vem, marca, aprila, kar je res, so že govorili, da imajo že piknike, smeti raznosa, takrat veter okul, a ne. Tako da sem tudi pol nekako s komunalo imel dogovor, da se gleda že od marca, april tistih 6 košev, ki se nam stalno filajo, a ne. Kakšna je kazen za lastnike avtomobilov, ki ne spoštujejo teh navodil? Zelo visoka, se pravi, ne mi parkirati avtov izven označenih mest, ker je kazen 200 evrov. Tako da Ste že veliko kazni napisali? ukrepov sem napisal že čez 60. Tu so ukrepi, lahko so tu ustno opozorila, tako da tudi jaz ponavljam, da ne bo zdaj. Jaz sem za začetni še zmeraj mehki pristop. Jaz bi rad poudaril na izobraževanju, tisti, ki pride, če eden nima jasnih navodil, se tudi ne more, a ne, bi rekel, prav obrniti. A ne, kdaj pride tudi do tega, da se različne institucije spremenjajo sproti navodila, kaj jaz že dobim eno navodilo in se tisti čas spremeni in razno pride, a ne, pa dobro, se to ni bistveno. Pač treba imeti pa se treba imeti na zdravo pamet pred tem. Jaz ne vem, zakaj moramo vsakmu pridigati. Tudi meni ni fajn, da pridemo v en krajinski park in prvo, kar je mi bo infotabla imela predispozicijo za to, da bom jaz noter zgajno kraval. A ne smeš tu, ne smeš ono, ne smeš tritu. Pač do tega smo prišli, ker smo egoisti, ker smo antropocentrični. Mislimo, da se svet vrti okoli nas, pa se ne. In zato je tudi važno, ja, tu poudarjam, pri majhnih že izobraževanjem, da jih že izdelaš ljudi, ki ne bojo tega počeli. Nek se je zalomilo, ker bonton v naravi gre navzdol povsod, to ni ta krajinski park nobena izjema. Eni bi radi več, eni bi radi manj, eni bi radi takrat imeli zaprta cesta, eni bi radi imeli manj zaprta cesta. Namen je, da bom tu usklajeval, v dobro, seveda pač pa naravi. Nad mano je zakon o naravi, zakon o gozdovih, konec koncev ustava, jaz ne morem po ustavi, tudi moja želja je, da bom jaz vsemu državljanu Republike Slovenije rekel, ne smeš iti hod. To ne gre. Pač mora pa tudi on, kot državljan te države, okolje spoštovati in ima tudi svoje obveznosti. Ne pa tudi, da mu jaz kažem. Ne vem, se tudi doma ne delamo tako. Ja, v Budreteji stoji divja bajta. Ja, Tam imate sedež, poslop je silno, rekel, se lepo vklaplja tudi v to okolje. Kakšen je namen te hiše? Namen upam, da bo rasel. Kaj je moj cilj? Zdaj smo vzpostavili, noter je eden urnik je na vratih, se pravi divja bajta med tednom od 10 do 4, ponedeljek sem jo zaprl, malo sem razmišljal o tem, ker je veliko stvari videli zaprtih, v ponedeljek zdaj bo še divja bajta, ampak dober. Bomo videli, se da še spremeniti stvari. Za vikend je odprta deli časa, se pravi do 5 popoldne, kar upamo kadrovsko nekaj pokriti pa študenti. In kaj obiskovalci tam dobijo? Tam dobijo informacije, se pravi ti strožje, bom rekel, neprijetne, temna stran krajinskega parka, se pravi, kaj ne smeš, kakšne so kazni. Take stvari dobijo, pa tudi celotno interpretacijo naravoslovne pa tehnične dediščine, se pravi, zelo specifično za krajinski park, ampak tudi za celotno občino Idrija kot geopark. Lahko vidijo zemljevide, razstavljene so kamenine, vzpostavljamo butično trgovinico iz izdelki te blagovne znamke Idrija Izbrano, se pravi, lokalni produkti, da so noter. Bomo videli, kako bo šlo. Radi bi imeli noter delavnice, oziroma veliko, bom tako rekel, veliko stvari se že izvaja noter, Sem smo pač odprli glede na potrebo, je bila delavnica, a je bilo zdaj pa pač skus odprta. Oziroma, da se naročiti razna predavanja. Jaz bi rad tam naredil, da je neka taka točka, kuder se srečujejo ljudje, ki jih te stvari zanimajo, Se pravi, da bi noter bila kakšna tudi predavanja, majhna razstava, rekel sem že trgovinica. Zelo bi rad okrepil gozdno pedagogiko tam noter, ker je Idrija izredno močna.
In mislim, da nismo še se čisto izprsili glede tega tukaj pri nas. Računam tudi kot nek parlament za Kranjski park, konec koncev bom kar tak izraz uporabil. Namreč tudi skozi vse opozorila domačinov v Kranjskem parku, ki imajo ogromno problemov zaradi tega, ker so jezni, domačini so jezni, poudarjam. Bom tudi zdaj v kratkem kot neko srečanje bomo imeli noter, kudar bomo, zdaj bom spet ta popularen izraz, naslovil probleme, da bojo povedali, da bom jaz videl, da dobim sliko, ker je nimam še celote. Se trudim, pač skus, ampak se vsi učimo, kot vsi. Rodil se še beden, ni pa znal, tudi jaz za Kranjski sem v tej fazi zdaj. Kaj vas pri vašem delu najbolj navdihuje? Narava, voda, delo z ljudmi me navdihuje. Fajn mi je, ker je izredno širok spekter dela. Se pravi od tega, da pobiram smeti, do tega, da imam predavanja za strokovna skupina geologov. In to je meni fajn. Šula mi rad delam. Veliko smo, vse bomo še eno oddajo narediti. Izobraževanje v Divji bajti, ker je veliko za pokazati, že zdaj. Pa ni dolgo. Lahko. Gregor Koželj, naravovarstveni nadzornik v Kranjskem parku Zgornja Idrijca. Jaz vam čestitam k temu poslanstvu, ki ga opravljate. Želim vam uspešno delo in se vam zahvaljujem za obisk in ta pogovor v studiu. Hvala, pa imam še polk, bova še. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.